Ena je značilnost teh inovacij že lansko leto in letos. Ni več inovacij, ki bi se jih spomnil en človek, jih realiziral, ampak pomembni so timi, timsko sodelovanje. Pomembno je tudi vodstvo podjetja, da podpira takšne time, jih nagrajuje in stimulira. Inovacije izboljšujejo procese proizvodnje, izboljšujejo kvaliteto izdelkov in spremljajo in motivirajo kupca, pa ni se bo to v smislu industrijskega kupca ali pa posameznikov, da te inovacije sprejmejo in jih začnejo uporabljati v življenju. Zdaj, po 2 letih in pol intenzivnega in sistematičnega dela se nam dogaja, da že zadnjo leto se na nas obračajo tudi naši kupci, tudi vlade, recimo Nemčija, kako pravzaprav v zakonodajo, v razpise implementirati zahteve trajnostnega razvoja, zato da bomo naslovili te globalne probleme, sred katerih smo se v tem času znašli. Kot veste, je tudi večina regulative Evropske komisije, ki prihaja ven, se spreminja in vse poudarja implementacijo krožne ekonomije, implementacijo trajnostnega razvoja in mislim, da je to odgovornost vseh podjetij. Smisel inovacije je predvsem v poenostavitvi postopka priključitve, da rečem, modema v domu. Na eni strani operaterju omogoča, da nekaj denarja prihrani, ker mu ni treba investirati v eno drugo enoto in je ta funkcionalnost zaključevanja optičnega kabla že integrirana v sam domski prehod po domačem modem. Hkrati ta zagotavlja zaščito optičnega vlakna, poenostavitev montaže, hkrati pa tudi prihranek pri materialni opremi. Zaradi tega je tudi ogljični odtis produkta boljši, ker je nekaj plastike prihranjene na ta način. Gre za novo vrsto jekel, tudi v pomenu nove skupine jekel. Zato to za Siakroni, pa navsezadnje za razvojni center Jesenice pomeni popolnoma nov asortima jekel. Inovacija je pa posebna predvsem zdaj, ker smo hoteli kompleksno stvar precej poenostaviti, jo predrugačiti, narediti na drugačen, inovativen način, si prihraniti čas na zahtevano visoko kvaliteto. Tako da je naša inovativnost predvsem v pristopu, naše razumevanje fizikalno-metalurških reakcij, zakonov so v taki meri dodelani, da lahko rečemo, da znamo uporabiti, kar imamo in narediti najboljše. Prednost naše inovacije je predvsem v tem, da smo v bistvu za baterijske aplikacije izdelali produkt, ki je zelo kompakten, ima visoko učinkovitost in je idealen za baterijske produkte. S tem, da smo pač pri razvoju uporabljali vse najnovejše tehnologije, numerične simulacije in podobne orodja. Hkrati pa smo pri konstrukciji se držali načela modularnosti, se pravi, da je naš produkt lahko namenjen različnim aplikacijam, različnim zahtevam kupcem in s tem znižamo stroške investicije v recimo linijo in tako naprej in dobimo produkt, ki je namenjen dosti širokem področju za različne kupce. V bistvu je v letošnjem letu res pozitivno presenetil pristop k krožnemu gospodarstvu. Od vseh 17 inovacij, ki so bile prijavljene, smo 2 posebej prav nagradili zaradi doprinosa k krožnemu pristopu. Všeč nam je bilo predvsem to, da je bil pristop zelo celosten, se pravi od same nabavne verige pa do končne prodaje in do kupcev in uporabnikov in v bistvu tudi reciklaže, ki nastopi po koncu življenjske dobe teh izdelkov. In to so tisti prvi, pravi primeri krožnega gospodarstva, ki smo jih videli. Vse čestitke vsem inovatorjem in veliko sreče želim Gorenjcem na velikem tekmovanju.